Gospod premijer, jaz imam vprašanje glede stranke SDS. Včeraj so se javno opravičili zaradi očitno prirejenega dokumenta, s katerim so želeli dokazati, da predsednik države laže. Opravičili so se ljudem, ali bi se po vašem morali opravičiti tudi predsedniku države? In pa drugo vprašanje, kako komentirate, da v SDS-u so v zadnjem času večkrat potegnili recimo primerjavo med Slovenijo in Libijo? V kakšnem smislu? No, to drugo prepuščam njim. Glede prvega pa menim, da bi bilo prav, in to ne velja samo za njih, ampak za slehernega, ki stori napako, da se za njo opraviči. Jaz sem se še velikokrat tako v javnem kot v zasebnem življenju opravičil komu, če sem mu pripisal nekaj, za kar ni bil odgovoren. To velja tudi za predsednika Terka in to velja tudi zame. Jaz sem bil, čeprav razumem navedbe, obtožen, da sem nezakonito odtujil del gradiva in ga prebiral. Povedal sem, da to ni res in da pričakujem zaradi te navedbe opravičilo, ker je neresnična. Pričakujem to opravičilo. Urša. Moje vprašanje je najprej, če se lahko vrnem na zgodbo stranke SDS, ali vi njihovo opravičilo vidite kot opravičilo? Priznali so namreč zgor malomarnost, ne pa tudi laž. No, najprej to. Vprašanje. No, kot rečeno, ko gre za moj primer, pričakujem samo, da bodo ugotovili, da ni res, to bi bilo tudi nezakonito, če bi ugotovili, da je res in imeli dokaze za to, bi seveda morali slediti zoper mene sankcije, da bi odtujil del gradiva ali kakorkoli vpogledal van. Tega nisem storil in pričakujem, da bodo to spoznali in se za to opravičili. Izvoli. Sabina Zonta, STA. Mene najprej zanima, ste že komentirali danes arhive, ampak glede na to, da zadeva dobiva vsak dan nove razsežnosti, me zanima nakratko, kakšna je sploh vaša ocena tega dogajanja. Druga stvar pa Falcona, ste se že kaj odločili glede tega? Najprej glede prvega vprašanja, večkrat, tako kot verjetno tudi vi, vsekakor pa sam, zastavim sebi vprašanje, ali bi vedoč, kaj se je zgodilo, ravnal v preteklosti drugače. Ne. Kar se arhivov tiče, bi ravnal enako. Ko so se postavila vprašanja, ki jih je očitno imela tudi prejšnja vlada in se je na njo odzvala tako za uredbo, kot za sporazumom med direktorjem Sove in arhivom, tako se je na to vprašanje, ki jim je bilo zastavljeno, odzvala tudi slovenska vlada. Samo, da smo mi šli za zakonom v spremembo zakona, ne pa z kakšnimi podzakonskimi akti ali dogovori med direktorjem Sove in arhivom. Glede primera Umerza je bil ta postopek zgolj prekinjen in ne končan. Tako da mislim, da smo se lotili zadeve na pravi način, da smo dali neko primerno rešitev v državni zbor. Moje stališče glede polpretekle zgodovine poznate. Mislim, da je za Slovence izjemnega pomena, da v našem zgodovinskem spominu ni nobenih obdobij, nad katerimi bi vesele sence dvomov o tem, kaj se je zares dogajalo. Mislim, da ne za to generacijo, ampak za naše otroke ni nepomembno, da lahko samozavestno pogledajo v slovensko zgodovino in vidijo vso žilavost tega naroda, ki se je uspel kot majhen ohraniti na evropskem političnem in narodnostnem zemljevidu. Seveda pa je, tako kot mnogi veliki narodi, šel tudi skozi obdobja, ki mu ne morejo biti v slavo in iz katerih moramo povleči nekaj opominov za prihodnost, da se to nikoli več ne bi ponovilo. Zato sem jaz naklonjen temu, da je vse, kar menimo, da mora in sme biti na razpolago javnosti, da se zgodovinska in druge vede prebijajo do resnice in da zanjo zve tudi zlasti mlajša generacija, da bo imela samozavest, da bo imela en modern patriotizem v sebi, da se to stori.
Če pa, tako kot vse druge demokratične države, ocenimo, da bi kakšna informacija škodovala našim nacionalnim interesom danes, Slovenije, demokratične Slovenije danes, ne totalitarne Slovenije izpred 90 let, potem smo upravičeni, tako kot druge države, za določeno število let ali drugače omejiti dostop do teh informacij, ker bi ogrožale naše nacionalne interese. Ampak ne interese kakšnega posameznika, ki je zlorabil položaj ali kaj takega. Glede tega so arhivi odprti in jih je mogoče pogledati. To je bilo večkrat pojasnjeno. Glede tega so arhivi odprti.